V številnih delovnih organizacijah so delavci izpostavljeni rakotvornim snovem, največkrat tako, da tega ne vedo. Ocenjuje se, da je v Sloveniji letno približno od 200 do 400 ljudi, ki zbolijo zaradi tako imenovanega poklicnega raka. Mi se držimo Ayerkove klasifikacije. V prvi skupini so tiste rakotvorne snovi, za katere ni nobenega dvoma, da so rakotvorne, kar pomeni, da je rakotvornost dokazana na človeku in na živali. In teh snovi je več kot 100. Moramo pa vedeti, da ta lista ni dokončna. Med rakotvornimi snovmi, ki so najbolj razširjene, je na vsak način v Evropi še vedno najpogosteje zbolevajo in umirajo zaradi azbesta ljudje, pa ne zaradi tega, ker bi industrija še vedno delala z azbestom, ampak zaradi tega, ker ga je toliko ostalo v naravi. In se na žalost pričakuje, da bo to še kar nekaj desetletij. Seveda pod pogojem, če bi bili vsi objekti sčiščeni, kar pa veste, da niso. Torej, to nam je še vedno grozeče umiranje. Druga ogromna skupina so kremenčev pesek, ki sodi, ali mivka, če hočete, ki sodi tudi v prvo skupino karcinogenosti. Povzroča seveda silicijev dioksid raka na pljučih. Najbolj izpostavljeni so pa ljudje, ki so, kot so zidarji, tisti, ki rušijo objekte, ki na novo gradijo, tudi steklarska industrija. Mi smo naredili eno študijo, v kateri smo zaprosili vsa podjetja, ki uporabljajo silicijev dioksid. Ne boste verjeli, da jih je 30.000 v Sloveniji. Se pravi, da gre za ogromno skupino, da so res to majhna podjetja, ker je zaposlenih nekaj, da je pa večjih okrog 1200. In te ljudi smo vprašali, njihove delodajalce in nje same, o tem, ali so izpostavljeni, ali vejo, da so izpostavljeni, in živ duh ne ve. Ker biti izpostavljen prahu, je nekaj normalnega. Se pravi, nikogar niste videli, če je rušil hišo, da bi nosil kako posebno masko, bil kakorkoli zaščiten. Se pravi, ljudje v glavnem ne vejo. Tretja velika skupina so ljudje, seveda, ki so dejansko industrijske rakotvorne snovi, teh je pa spet množica. In sicer od celega kupa organskih topil, ki povzročajo v glavnem levkemije, do seveda na koncu pridemo še do sončnih žarkov, do poklicev, ki so izpostavljeni soncu oziroma na dnevni svetlobi, ker se tudi da seveda zaščititi. Tukaj bi rada zelo izpostavila še poklice, ki so skriti, kot so mizarji recimo. Za mizarje je tipičen rak zgornjega respiratornega trakta, recimo sinonazalnega, ta del. In oni, pravzaprav mizarja še nisem videla, ki bi bil zaščiten. Zato svetujemo, praviloma bi moralo biti tako, da bi vsaka taka snov imela tako imenovan varnostni list, na katerem je napisano, snov je rakotvorna. Vendar, na žalost, recimo v enem podjetju, ker smo ravno za kremenčev pesek prosili, če nam dajo varnostni list, to niti slučajno ni bilo napisano, da je rakotvorna snov. Torej, ljudje imajo pravico vedeti in dolžnost se tudi varno obnašati.